Dober večer želim. Hvala za najavo in za povabilo. Štejem si v čas, da lahko sodelujem na letošnjem tednu možganov. Kot rečeno, jaz delam na naši psihiatrični kliniki v Ljubljani, uradno na naši intenzivni enoti na varovanem oddelku. V času epidemije sem bil pa večino časa v naši COVID enoti skozi dejansko vse te valove, ko smo bom rekel, jih spremljali in se prilagajali razmeram, tako da smo dobili, hočemo nočemo, tudi kar nekaj izkušenj z tega področja. Verjetno nobena beseda ne vzbudi toliko negativnih asociacij ali pa spominov in je hkrati tako domača, kot je COVID, si predstavljam. V zadnjih letih oziroma v tem času smo jo dobrem in predvsem slabem spremljali, doživeli, se pravi COVID-19 kot bolezen, kot posledica okužbe, v nadaljevanju naslavljal z pač terminom COVID. To sem včeraj vzel z naše strani Svetovne zdravstvene organizacije, kjer še vedno seveda spremlja uradno štetje novih primerov oziroma primerov skozi celotno epidemijo oziroma od razglasitve naprej. Po podatkih uradnih se bližamo oziroma tako na 3/4 milijarde, verjetno neuradno že čez milijardo pač primerov, to si ni težko predstavljati. Zraven število smrti, to je zelo nezavidljiva številka, tako da, kot rečeno, redka beseda vzbudi toliko neprijetnega. Kaj zagotovo vemo o COVID-u je to, da škod zdravju, hudo škod zdravju, lahko tudi katastrofalno, kar smo žal doživeli in se prepričali. Predvsej obremenjujoče lahko vpliva tudi na družbo, na splošno, naš Prešernov trg in še predvsem to bolj na odnos oblasti do družbe in njuno, bom rekel, razmerje. Mogoče pa ena pozitivna plat blagodejno vpliva pa na podnebje. Te slike, kako se je Mount Everest so ga iz Indije videli po desetletjih, ko so mislili, da to ni možno, skratka in tako naprej. Mogoče ena pozitivna plat. Čisti nujno vod, vem, da o COVID-u ni potrebe govoriti na dolgo široko, ga predstavljati. Naša tema danes je nekaj drugega, je dolgotrajni COVID, pa vendar ne, COVID je postinfekcijska, multisistemska oziroma sistemska bolezen, multiorganska, če tako rečemo. Kmalu smo spoznali, da ne prizadene samo pljuča, ampak lahko številne druge organske sisteme. To sem se tudi jaz kot psihiater moral hitro naučiti oziroma priučiti, tako kot številni zdravniki, ki smo delali s COVID-om, da bomo mogli paziti na velike enih stvari pri pacientih, ki so prebolevali okužbo. Vse več pa se zadnje čase, seveda zdaj, ko, hvala Bogu, gremo v tisto fazo, ko ne rabimo več razmišljati o epidemiji, o njenih, bom rekel, katastrofalnih posledicah, imamo zdaj v igri eno varianto, podtip SARS-a, virusa, če tako rečem, ki ni več nujno življenjsko nevaren oziroma so redki hudi zapleti, pa vendar je pa izjemno kužen, pričakovati je še naprej veliko enih okužb, verjetno se zelo izmika imunskemu odzivu, tako da pa vedno več govorimo pa o tem dolgotrajnem COVID-u oziroma o ali kronični COVID bolezni oziroma dolgotrajnih posledicah. Zdaj je pa seveda tukaj tudi pomembno poudariti, od katerega podtipa samega virusa, to alfa, delta, sedaj omikrona, bo še mogoče druge podvariante, bo čas pokazal. Dolgotrajni COVID si predstavljam, je tudi nekaj, kar vsi lahko si že predstavljamo, kaj to je. Če ne drugega, nek vztrajen podaljšan glavobol, tale potem kognitivna megla, brain fog, možganska megla oziroma različni termini, ki so se prijeli pod tem, utrujenost. Zelo veliko ljudi, ki jih poznamo, opisuje, da po stopnicah več ne morejo priti oziroma zelo stežka. Razne težave, ki vztrajajo, ki ljudi pomembno obremenjujejo, njih bremenijo in težje funkcionirajo zaradi tega. Kdaj se z nejevero jemlje, kdaj absolutno si lahko predstavljamo, da je to še kako obremenjujoče. Zelo različno težava nastane, ko tudi recimo smo v kliniki navajeni v splošno, če imamo neko težavo, ki je za človeka zelo obremenjujoča, hkrati pa ne moramo substrata zanjo dokazati, kaj je njen vzrok, ali je to organski ali s kakšno drugo preiskavo potrditi tega, takrat potem nastanejo, se rečemo, diferencialna diagnoza te težave lahko razširi več vzrokov, pa vendar zdaj dolgotrajni COVID nam ponovno ponuja en pogled v
v samo patofiziologijo takšnega stanja ali pa podobnih stanj. Ne nazadnje vemo tudi po gripi, gripa je absolutno ni benigna zadeva, lahko človeka tudi ubije, lahko dolgotrajno prizadene in razne druge viroze ali pa okužbe lahko povzročijo določena stanja. To se ve in COVID pa zdaj daje mogoče več poudarka pa na te postinfektivne posledice in stanja, ne, in o njem pa zdaj tudi nekaj že vemo, kar bom v nadaljevanju predstavil nekaj podatkov. Imamo dve delovni oziroma veljavni definiciji tega, ena je po Svetovni zdravstveni organizaciji, druga je pa po Centru za preprečevanje bolezni ameriškem. To so uradne definicije, potreben je skratka nek časovni okvir, izraženost težav, ki vztrajajo, ki bremenijo človeka in se jih ne da drugače pojasniti vzročno, pomeni, da ne najdemo drugega vzroka, ne. Ameriška definicija je malo bolj ohlapna, kot je definicija Svetovne zdravstvene organizacije, se pa seveda še nekako prilagajajo oziroma določenih kliničnih študijah celo svoje definicije privzemajo v splošnem, pa gre za podaljšane težave po preboleli okužbi, ki vztrajajo, ki jih nenazadnje, kot rečeno, pripišemo sami okužbi, ne. Kot rečeno, je to multisistemski oziroma multiorganski sindrom, prizadene lahko več različnih organov. Govorimo o long covidu, o dolgotrajni covid bolezni in njegova incidenca oziroma pojavnost ni tako zanemarljiva. Nekako se v grobem ocenjuje, da je okrog 10% vseh ljudi, ki so preboleli okužbo. Tiste številke prej, 3/4 milijarde in podobno, to si lahko hitro predstavljamo, da je kar naenkrat teh ljudi, ki imajo do neke mere ene vrste težav, ogromno. Seveda težji, ko je potek bolezni, z večjo verjetnostjo je pričakovati neke posledice, velja pa in vemo že zagotovo, da neka akutna COVID oziroma huda oblika bolezni ni pogoj za dolgotrajni COVID. Ljudje opisujejo številne težave in so tudi potrjene v študijah, tudi po blago preboleli bolezni, ker človeka pravzaprav sploh ni toliko prizadela, jo je lahko stoje prebolel ali karkoli, vendar so težave ostale, do neke mere ga bremenijo, recimo kronična utrujenost, kaj drugega, težave z okusom, vonjem. Jaz sem psihiater, bom v nadaljevanju se osredotočil bolj seveda na moje področje težav, neka anksioznost, novo nastala motnja razpoloženja, prilagoditvena motnja, kognitivne težave so izjemno pogosto opisane, ne, tako da dokazanje pa tudi pri otrocih dolgotrajni COVID, seveda tako kot samo okužba, vendar v manjši meri, ko pa je govor o njem, je pa govor lahko tudi o potencialno resnih posledicah, ne, med drugim tudi o večji incidenci epileptičnih napadov in raznih drugih posledic, kot nekako sledi iz podatkov. V generalnem pa vemo, je COVID otrokom v veliki meri pri zanesu. Glede na dosedanje podatke nekako ločimo v grobem 3 podtipe dolgotrajnega COVID-a, ne, v grobem, ker zaenkrat podatki govorijo seveda glede na prevalentno izraženost težav. In najbolj pogost je ta kognitivni tip oziroma je zelo splošno definiran, potem pa glede na preostale organske sisteme, ki jih prizadene še nekako srčno-pljučni pa mišično-skeletni. Zdaj novejši podatki, ki so pa bistveno več pacientov vzeli v ozir in z različnimi metodami se pa osredotočajo že na drugačne pristope in predvsem na prizadetost organskih sistemov in nekako združujejo v te 4 subfenotipe, vendar tu so poudarjeni delovni subfenotipi. Verjetno skozi čas se bojo pokazali še kakšni drugi, mogoče bojo kakšnega ovrgali izmed teh, v splošnem si pa predstavljamo nekako dolgotrajni COVID kot neko stanje, ki obstaja v kontekstu tistih prevalentnih težav, ki izhaja iz delovanja določenega organa ali 2 več organov, ki človeka najbolj bremeni. Sem zaenkrat se nekako ti simptomi združujejo glede na podatke v te podfenotipe. Brain fog oziroma možganska megla ali kakorkoli se reče, nekaj, kar je zelo pogosto omenjeno, zelo pogosto se ta težava navaja in tukaj kar hitro je, mislim, da prišla že takrat, če se ne motim, že pred omikronom zagotovo v delovno rabo, ko so ljudje res tožili po preboleli, da imajo težave s koncentracijo, da se težko zberejo, da imajo težave s spominom, da pozabljajo, da dejansko
so tožili po teh podaljšanih težavah, s težavami teh višjih izvršilnih funkcij, eksekutivnih rečemo, raznih težavah, ki so s časoma nekako potem izvenele, pri nekaterih v celoti, pri nekaterih, kot kaže podatki, ne v celoti, višja kot je starost, večja je verjetnost, vemo, da se pojavi tudi kako trajno stanje, trajne težave, da težave ne izvenijo, odvisno tudi od tega, čemu je morda človek že prej nagnjen ali pa morda ima kako drugo bolezen, ki ga k čemu predisponira, tle govora tudi o večji pojavnosti demenc, konkretno v kontekstu post-covida in podobno. Nevropsihiatrične težave, tiste, ki so najbolj tukaj izpostavljene, seveda so v prvi vrsti mešane anksiozno-depresivno rečemo oziroma neka anksioznost, kaj tesnobo si vsi lahko predstavljamo, lahko zgleda različno, poteka na različne načine, ampak kako zgleda ta tesnoba si lahko predstavljamo, se pojavlja v različnih okoliščinah, depresija ali pa prilagoditvene težave, prilagoditvena motnja je neke oblike depresije, ki je manj izražena, pa vendar je večino časa prisotna, človek se ne počuti dobro, ne funkcionira dobro, lahko zavzame celo neke nove prilagojene oblike vedenja ali pa prilagoditev na določene stresne situacije, ki niso več tako konstruktivne, govorimo splošno, tudi po covidu se to opaža, ne nazadnje celo posttraumatska motnja je opisana tudi v tem primeru, kar precej v večini primerov seveda prebolevanih teh življenjsko ogrožajočih hudih oblik. In ne nazadnje tudi psihoza kot eno izrazito resno stanje, ko človek zaradi pojava določenih simptomov, ki vztraja, dejansko lahko zgubi stik z realnostjo oziroma je ta stik hudo okrnjen, samih vzrokov psihoze je pa lahko ogromno. No in pri covidu je tukaj zdaj potrjeno, da je večja verjetnost pojava tudi de novo psihoz. Nekaj, kar zadnje čase dejansko tudi v klinični praksi opažamo, to bom kot medmet rekel, mogoče je to slučaj, naključje, nekaj, kar se bo spremenilo, ampak dejansko zadnje čase precej debatiramo in se vprašamo, a opažate zadnje čase, imamo več sprejemov dejansko akutno-psihotičnih mladih ljudi. V klinični praksi opažamo nekaj, kar se zdaj dogaja, mogoče je tak, bom rekel, čas v letu, ampak konkretno je več teh pacientov tudi s temi težavami. Zdaj drugih možnih vzrokov, zato je seveda ljudje več iščejo pomoč, so napoteni na samo obravnavo in tako naprej, nekaj, kar je seveda zaželeno, ampak v generalnem je pa pacientov s psihozo več zadnje mesece. In potem, če gremo naprej kot simptomi še, ki so, bom rekel, vmes med seveda psihiatričnimi, nevrološkimi oziroma kakorkoli vzamemo, neka vztrajna povečana utrudljivost, motnje spanja, ki so lahko tudi vztrajne, zelo zoprne za ljudi. Vsi si predstavljamo, kako lahko to zgleda, sploh če traja. In potem po drugi plati razne nevrološke težave, ki jih tle zgolj naštejem, nekatere tudi lahko dosti splošno pojavljive, kroničen glavobol, zelo hitro se uveljavlja ta izguba vonja, tudi okusa, drugih težav, kot nek ta, bom rekel, trademark znak covida, že mislim, da pred delto, če se ne motim, potem pa naprej razne lahko tudi huda nevrološka stanja, ki so lahko tudi življenje ogrožajoče, lahko tudi tekom že ne same covid bolezni in tudi v nadaljevanju potem, ko akutna faza izveni. Zakaj so mehanizmi pri dolgotrajnem covidu, ki privedejo do tega, da lahko pride do teh trajnih posledic, seveda to je še vse del študij, se nekako potekajo seveda raziskave, vendar kar zaenkrat že vemo je, da gre pri covidu lahko za nek moten imunski odziv, ki je drugače reguliran oziroma prekomerno reguliran ali kakorkoli privede do potem dejansko škode na organih, škode, ki lahko ostane potem razna hiperkoagulabilna stanja do mikrovaskularnih zapletov, potem nekako se najbolj izpostavlja nek vztrajen vnetni odgovor ali pa odziv celotnega telesa. Sumi se, da obstaja možnost, da je pri nekaterih virus do neke mere ves čas prisoten v telesu oziroma tli in se potem ali zaganja oziroma povzroča neke vrste lahko motene odzive. To konkretno ni čisto moje področje, nekako povzemam po študijah, ampak skratka veliko enih različnih potencialnih mehanizmov, splošno se pa nekako sumi ali pa največ težav pripisuje nekemu vztrajnemu, bom rekel, subakutno izraženemu vnetnemu
odgovoru organizma, ki ves čas vzdržuje nek patološki odziv lahko v različnih delih telesa, ne, in seveda tudi v možganih in jih s tem prizadeja. Dejavniki tveganja za dolgotrajni COVID tudi se še ne ve vsega, kateri so. Nekateri so že, bom rekel, osumljeni kot potencialni, nekateri se bo še, bom rekel, še ugotovili. Ve se tudi, da nekateri utrpijo dejansko posledice COVID oziroma simptome dolgotrajnega COVID-a, pa nimajo nobenih prepoznanih dejavnikov tveganja. Po drugi strani se ve nekako, da težji, ko je potek, večja je verjetnost, kot bom tudi pokazal, več okužb, ko oseba preboli, večja je verjetnost, nekako ženski spol se ponovno tu pojavlja, osebno ne vem zakaj, nisem uspel razložiti, višja starost, raznorazne druge bolezni pridružene, morda karkoli drugega, ne, tako da že ko smo obravnavali paciente s COVID-om, nekdo, ki je bil v osnovi imunokompromitiran, pomeni imel oslabljen imunski odziv že v začetku, ta pacient je bil avtomatsko je bil tretiran kot potencialno ogrožen za težji potek bolezni, ne, tako da in verjetno ima podobno vlogo tudi pri dolgotrajni bolezni, ne. Ena zanimiva študija objavljena nedavno so tudi potrdili, da prisotnost predhodnega hudega distresa ali neke anksioznosti ali razpoloženjske motnje ali česarkoli pred samo okužbo igra zelo pomembno vlogo pri samem okrevanju in bistveno poveča možnost dolgotrajnih težav. To so nekako uspeli povezati oziroma zmanjša možnost popolnega okrevanja. Se pravi, tukaj je ogromno enih dejavnikov, seveda iz splošnega zdravja, splošnega človekovega funkcioniranja, ki se seveda lahko vpletajo, podobno kot pri katerih kot drugih boleznih si predstavljamo. Verjetno se bo izkazalo, da COVID tle ni nobena specifika, ampak je pa trenutno seveda v žarišču pozornosti, kar se tiče študij, ne, tako da zanimivi podatki, ki bi rekel so klinično, si predstavljam, so relevantni, ne. Zdaj, kaj vemo, kaj nam povejo, ne, te raziskave, ki jih imamo, oziroma če tako povem, kaj so še tiste pozitivne plati, oziroma ena pozitivna plat COVID-a, ki še obstaja, je ta, da je, kot rečeno, ogromno preiskovancev, ogromno študij, ki se izvajajo, ogromno objav, članki vsakodnevno prihajajo, so objavljeni, hkrati so pa vsi ti članki so prosto dostopni. Tudi v najbolj eminentnih revijah vsi članki so nekako prosto dostopni. Prav vsi imamo dostop do teh podatkov, dostop do študij, dostop do člankov, ki se objavljajo, ne. Tako da tukaj v nadaljevanju bi pokazal še dve zelo zanimivi študiji, ki sta išli nedavno. Prva, kot vidimo, število preiskovancev je, bom rekel, izjemno, jih nismo vajeni takšnih, ampak bom rekel, iz vidika COVID-a je pa nekako to kar pričakovana številka, ne, skoraj 6 milijonov vključenih ljudi, pri katerih so primerjali posledice ene prebolele okužbe z več prebolelimi okužbami, ali so kakšne razlike, ali je kakšna verjetnost oziroma večja verjetnost, da se dolgotrajni COVID pojavi v tem primeru. Seveda so potrdili, ne, tukaj, če izpostavim področje duševnih težav, duševnega zdravja, ne, to je ena okužba, 2 okužbi, 3 in več okužb, so seveda dokazali, da več kot okužb, večja je verjetnost, da se pojavi nek dolgotrajni COVID. To je pričakovan podatek, ne samo z vidika duševnih težav oziroma psihiatričnih, z vidika praktično vseh težav z vseh organskih sistemov, tako gledano, ponovno pričakovani podatki v veliki meri, ne. Spet ogromno število preiskovancev ima svojo težo, ne. Pomembno tukaj tudi poudariti, da je doprinos tudi posledic bolezni, predhodne okužbe, če tako rečem, ne, kakšna je bila, če je bila akutno izražena, potem nekdo utrpi še eno okužbo, kako se to seveda vplete. In nekaj podatkov je pa tudi za samo cepljenje. Tukaj se na kratko dotaknil, ker ni, bom rekel, predmet tega predavanja. Seveda zagotovo vemo, cepljenje lahko reši življenje pri COVID-u, absolutno lahko prepreči akuten potek, življenje ogrožajoč potek, manj pa je njegovo zaenkrat vpliv cepljenja pa izražen pri preprečevanju dolgotrajnega COVID-a. Je do neke mere, vendar žal ne povsem, kar zaenkrat podatki kažejo, ne. Druga študija, ki pa tudi je imela zelo veliko število preiskovancev, njena prednost je bila pa ta, da so pa gledali pa 2-letni potek težav in primerjali
ljudi, ki so preboleli okužbo z ljudmi, okužbo s SARS-om, ki so primerjali z enakim številom ljudi, ki so preboleli neko drugo okužbo, respiratorno katerokoli in potem nekak dvoletni potek, so pa v bistvu ugotovili, da na strani COVID-a je tveganje za pojav kognitivnih težav, demence, psihoze in epileptičnih napadov še vedno signifikantno povečano po 2 letih, večje na strani COVID-a. Veliko je bilo tudi, povečano je bilo tudi na strani drugih respiratornih obolenj, ampak v primerjavi s COVID-om je bilo prekomerno, je bilo bolj povečano. Za druge težave je bilo pa sprva povečano nekje za pol leta, potem se je pa ta incidenca oziroma izravnala z drugimi respiratornimi, na to pa upadla, naprimer anksioznost, motnje razpoloženja. Tako kot je recimo tukaj prikazano, če govorimo recimo o depresiji, povečano tveganje po COVID-u in po drugih okužbah, ki se je po določenem času izravnalo, če primerjamo to razmerje tveganj za COVID in druge okužbe in na to s časoma upadlo. Podobno anksioznost upadlo s časoma, pri psihozi pa kot rečeno pa je na strani COVID-a večje tveganje in to večje tveganje tudi po 2 letih še vedno ustraja. Zdaj, kakšne vrste psihoze ni dorečeno, je to de novo shizofrenija ali kaj drugega, tega še ne vemo, ampak psihoza je sama po sebi lahko zelo resno stanje. Po drugi strani nespecifične splošne kognitivne težave kot brain fog, tudi potrjeno, da ustraja še 2 leti potem, enako večja incidenca pojavnosti demence, tukaj seveda to se nanaša na starejšo populacijo, konkretno tu motnje spanja podobno, vendar tudi večja verjetnost. Tako da se pravi vpliv COVID-a tukaj je dokazan, tudi dolgotrajnega na ta del. Ta študija je tudi ločila po starostnih skupinah, otroci do 18 leta, srednja populacija, starostniki nad 65 let in je pokazala, to je rdeče COVID, modro so druge okužbe, nekako, da je ta pojavnost podobna. Ponekod, če grobo povzamem, je bila malo večja, v veliki meri pa dosti podobna, definitivno pa igra pomembno vlogo pri večji pojavnosti. Pri starejših, kot rečeno, večja verjetnost kognitivnih težav in demence, to je bilo pa signifikantno potrjeno za starejše, seveda v povezavi tudi z samim potekom bolezni. Pred zaključkom še v bistvu so pa gledali v tej študiji tudi po podatke po samih podvariantah SARS-a, alfa, delta, omikron, tudi to si predstavljamo, to je ta 7-dnevno povprečje dnevne incidence v Ameriki na milijon ljudi, vidimo pri omikronu, kako so okužbe poskočile. Spomnimo se pa in iz, če rečem, medijev, lastnih kliničnih izkušenj, tisti, ki smo delali in sicer, da je delta bila najbolj zoprna, najbolj, če rečem, zlobna, najnevarnejša, tudi tle največ podatkov, kaj lahko stori, tle sem v rdečem dal psihiatrične težave, demenco in vidimo, koliko je res v bistvu na strani delte je največ teh podatkov. Pri demenciji je en tak zanimiv upad v bistvu, da je manjša verjetnost, vendar na račun umrlih, ker je več ljudi z delto umrlo, ampak v splošnem je pa pojavnost tega večja. Podatki so za omikron podobni, nezanemarljivi, dokazano je, da tudi omikron dejansko lahko povzroča te težave v praktično enaki meri, ima enako vpliv, vendar pa ni več življenjsko nevaren in je manjša verjetnost seveda, da bi gostitelja, to je človeka, da bi ga ubil. Kar je dobra novica, pomeni pa to, da je pričakovati v bodoče več okužb oziroma veliko okužb in morda več teh dolgotrajnih težav. Čisto za zaključek, zdaj epidemija seveda vedno nam da tudi eno priložnost, da se z nje nekaj zelo dobrega naučimo za naprej, kako morda postopati v kakšnih drugih situacijah, drugih kriznih situacijah, epidemija sama po sebi kot neka družbena kriza in po drugi strani kot neka huda bolezen, ki prizadene lahko posameznika. Vzrokov za razne, bom rekel, psihiatrične težave tukaj je zelo veliko, so se pa številni članki tu pojavili, seveda, ki so opozarjali že v začetku, ta članek je v bistvu začetka leta 2020, če se ne motim, da je to obdobje, ko moramo biti zelo pozorni na določene, lahko tudi druge katastrofalne posledice, ne samo smrt zaradi COVID-a, ampak tudi zaradi povečano smrtnost zaradi česa drugega. Zdaj, zdravljenje dolgotrajne COVID, kaj zaenkrat vemo, da
se bo bodoče še opredeljevalo, ali bo potrebno ali ne bo potrebno oziroma kjer bo potrebno, na kakšen način, a bo to multidisciplinarno v vsakem primeru omejeno na prizadetost tistih organov, ki človeka seveda najbolj bremenijo težave, ne. Predvsem pa je poudarek na seveda zgodnem odkrivanju teh težav, odkrivanju posledic in predvsem na preventivi, ne. Preprečevanju širjenja okužb in predvsem njenih posledic. So določena zdravila, če se ne motim, ki so v kliničnih študijah nekako za omejevanje tega prekomernega vnetnega odziva možganov, za omejevanje funkcije mikroglije, ki naj bi v tem primeru se patološko vedla in poškodovala, ampak to so vse zaenkrat delovne študije, ki, kakor vem, nimajo nekih končnih kliničnih rezultatov, še manj pa nekih terapevtskih priporočil zaenkrat, tako da tukaj je predvsem v prvi vrsti poudarek na preventivi, na preprečevanju in seveda skrbi za zdravo življenje. In ponovno, če se vrnem nazaj na tisti prvi dias, družbo na skrbi drug za drugega, ne. Vsi smo na istem čolnu v tem primeru in COVID je bila res bolezen, če rečemo, ki je prizadela cel svet, ne. Se zahvaljujem z moje strani, če je. Če pa še kakšno vprašanje, sem pa na razpolago. Ja, se je nabralo kar nekaj vprašanj. Ali so psihiatrične posledice COVID-a enako odzivne na zdravljenje kot psihiatrične težave, ki niso posledice okužbe? Hvala za vprašanje. To bomo še spoznalci, predstavljam. V resnici zdravljenje psihiatričnih težav velikokrat poteka najprej simptomatsko, usmerjeno na sam simptom, na odpravljanje simptomov, seveda prej, ko uspemo ugotoviti vzrok težavam, ki dejansko nek simptom povzročajo, sem rekel prej psihoza, če se izkaže, da je psihoza posledica shizofrenije, se pravi bolezni, ki povzročajo epizodične psihoze, to je neke izgube stika z realnostjo zaradi simptomov, ki to povzročajo, blodenj, halucinacij, se seveda vedno vedejo zdravila, ki so žal nujna za preprečevanje tega. V praksi si predstavljam neka huda psihoza, ki vznikne, pa da bi se skozi čas, ko bomo morda imeli na voljo celo neke nove diagnostične metode, ki bi to lahko opredelili pa pripisali, da je pa to dolgotrajni COVID kot vzrok in ne nujno shizofrenija, to ta hip si sicer klinično težko predstavljam, bi to zdravljenje verjetno bilo drugačno, oziroma bi bile smernice drugačne, če bi bili mi prepričani, da recimo je psihoza ali pa ena druge težave, posledica COVID-a, to ne pomeni nujno, da bi nekdo moral zdravila imeti dolgotrajno ali pa celo življenje. Bi se lažje nekako pomirili, da je to samo za določeno obdobje. In potem seveda bi bilo možno zdravila ukiniti, spremljati stanje in videti, kako naprej. Pri shizofreniji nažalost to ni možno, to je bolezen, ki se ponovi in povzroči vso svojo škodo. Ne, v tem primeru bi pa zdravljenje bilo lahko usmerjeno tudi v druge oblike rehabilitacije, tako da si predstavljam, da ja. Ok, hvala. Pa še, ali lahko pride do dolgoročnega poslabšanja osnovne psihiatrične bolezni zaradi COVID-a? To pa vsekakor lahko, tudi zaradi kakšne druge bolezni, COVID to ni izjema, vse, kar močno poseže seveda v človekovo ravnovesje, bom rekel psihofizično, lahko na eni točki močno poslabša tudi bolezen oziroma izzove bolezen. Vsaka oblika hudega distresa je sama po sebi hudo tveganje, da bi se ponovila neka bolezen, ali je to spet psihoza, ali je to neka huda depresija pri bipolarni, da bi zadeve zanihale, ampak definitivno je COVID sam po sebi dejavnik tveganja. In tudi z njim povezan stres, ki pride, in to je nekaj, kar smo zadnja leta doživeli, to so bile neke enormne oblike stresa, ki so se na koncu izrazile na posameznika, na družbo, na družine in so definitivno, oziroma tako bom rekel, verjetno se še ne zavedamo v celoti, kakšne posledice je to imelo in bomo šele spoznavali zdaj skozi čas, kakšen vpliv to ima in bo imelo. Ok, hvala. Pa še eno zelo zanimivo, ali menite, da je večja pojavnost psihoz pri mladih v zadnjem času posledica manjšega stika z zdravstvenim sistemom v času COVID-a ali z vplivom okužbe same? To je pa res dobro vprašanje, ja. Težko odgovorim, ker
v bistvu pri mladih tako velja, če grem po vrsti, zdrava oseba v osnovi stika z zdravstvenim sistemom načeloma nima, ne. Če smo v redu, če smo zdravi, ne hodimo, bom rekel, zdravniku, gremo, če kaj potrebujemo, ne. Ko psihoza vznikne, če imamo srečo oziroma da je potek ugoden, se sami zavedamo in poiščemo pomoč. Če psihoza vznikne zelo akutno, zelo hudo, da nekomu odvzame nadzor nad, bom rekel, stikom z realnostjo, nadzor nad sabo, nad vedenjem, se pogosto zgodi, da nekdo drug posreduje v našem imenu in poskrbi, da recimo nujno pod urgentno pridemo do pomoči, kar je pogosto, bom rekel, nažalost, je ta, bom rekel, potek, kako nekdo pride do pomoči pri psihozi, nažalost, ko je. Zdaj, koliko je bilo stika v zadnjih časih, oziroma to se nanaša na ta verjetno omejen stik, ne, seveda z zdravstvom, tudi težko rečem, da bi imelo to vpliv, zagotovo pa je imelo in ima vpliv pa socialne izolacije, ki so se dogajale v veliki meri, ne. In to takrat eno obdobje je bilo, ko so bili najhujši lockdowni, v eni točki praktično nismo imeli sprejemov, kar nas je izjemno skrbelo, po določenem obdobju pa blazno veliko sprejemov, kar seveda je bilo pričakovano, ampak se je velikokrat izkazalo, da hvala Bogu, psihoza je minila po parih dneh, ni bila tista, ko smo se bali, da je to dejansko bolezenska shizofrena oziroma zaradi shizofrenije ali pa kakšne druge, ampak so bile psihotične dekompenzacije ljudi, ker se jim je res dejansko je bil stres tako zelo močan, poudarjen, to je nekaj, kar se lahko popolnoma vsakomur zgodi, ampak ta stres je bil tako zelo močan, da je presegel. Ob tem pa seveda je potrebno izpostaviti, da uporabe drog, marihuane in česa drugega, ki pa je dokazan znan dejavnik tveganja za psihozo, je psihotogena, dejavnik tveganja za vznik shizofrenije, je bilo pa v tem času več, ne, dejansko, in to je klinično zelo relevantno. V teh zadnjih letih, kar pa so tudi beležili, je pa povečana poraba v Sloveniji, mislim, da ne rabim izpostavljati alkohola, nam ga je skoraj zmanjkalo v enem momentu, po drugi strani pa raznih drog, marihuane in vsega. To so pa dokazane substance, ki so tvegane za pojav shizofrenije, tako da tukaj, ali pa psihoze nasploh, in tukaj vse to igra nek preplet, ob tem pa ne vemo, kako smo mi genetsko nagnjeni k čemu, ne. A smo nagnjeni eni bolezni, drugi bolezni, tako da se mi zdi, da v parih letih bomo imeli kar dober vpogled v to, kakšen je bil splošen impakt, ne. In ali bo več shizofrenij zaradi tega, ali je bo enako, velja, da je nekako splošna prevalenca shizofrenije približno 1%, se pravi 1 na 100, ne, splošne populacije, kar ni malo, tako da bo skozi leta se zdaj to videlo.